Ok, torej dobrodošli vsi skupaj, lep pozdrav še z moje strani. RNM pa DO smo združili moči in zdaj vas čaka en super uporaben webinar, ki vas bo opremil z vsem, kar rabite vedeti o maturi iz angleščine. Takole bo izgledalo vse skupaj, najprej si bomo pogledali strukturo mature, primere nalog, tips and tricks za reševanje posameznih pol in pogoste napake, ki se rade pojavljajo. Na koncu je pa seveda še čas za vaša vprašanja, karkoli vas skrbi. Torej, čisto na kratko o strukturi mature, mogoče se zdaj že ponavljam, pa veliko tega že poznate, ampak matura iz angleščine je sestavljena iz dveh delov, iz pisnega in iz ustnega dela. Pisni del je sestavljen iz 3 pol in vse se piše na en dan. Potem pa sledi čez kakšen teden, 2 še ustna matura, ki pa je potem interni del mature iz angleščine. Prva pola je sestavljena iz pole A in pole B, iz bralnega razumevanja in poznavanja in rabe jezika. Druga pola je slušno razumevanje, tretja pola pa preverja vaše sposobnosti pisnega sporočanja in je sestavljena iz pole A, krajšega pisnega sestavka, in pole B, daljšega pisnega sestavka. Na ustni maturi pa vlečete potem listke in lahko pričakujete 3 vprašanja. Prvo bo pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice, drugo pogovor o neki bolj splošni temi, ki ste obravnavali v šoli, tretja bo pa interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka iz umetnostnega besedila. Več o tem, bolj podrobno pa proti koncu tega webinarja. Par besed glede časa pisanja, samo toliko, da boste vedeli približno, kaj pričakovati in kako si razporejati čas. Prva pola se piše 60 minut. Nekje predviden čas za bralno razumevanje je 35 minut, za polo 1B, poznavanje in raba jezika, pa 25 minut. Ampak s tem časom, s temi 60 minutami vi razpolagate sami. Potem je kratka pavza in sledi slušno razumevanje 20 minut. Za tretjo polo pa imate 90 minut. Nekje 30 minut je predvidenih za krajši pisni sestavek in potem 60 minut za daljši pisni sestavek. Ustni del pa traja nekje do 20 minut vse skupaj. Točkovanje. Prva pola je vredna 35% ocene, slušno razumevanje 15%, potem tretja pola, torej pisno sporočanje 30% in ustni del 20%. Pisni del ocenjujejo zunanji ocenjevalci na RIC-u, torej na Državnem izpitnem centru, ustni del pa ocenjujejo vaši profesorji oziroma profesorice. Še par formalnosti, potem pa res začnemo konkretno s polami. Torej pišete z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom, ne pisati z navadnim svinčnikom, to ni dovoljeno, oziroma se potem odgovor ne bo upošteval. Slovarjev nimate na voljo, razen pri izpitni poli 3. Torej, ko pišete te krajše in daljše pisne sestavke oziroma esej, imate na voljo enojezični oziroma dvojezični slovar, jaz vam priporočam kar oba. Vsako leto so seveda na voljo prilagoditve za kandidate in kandidatke s posebnimi potrebami. Več o tem si poglejte na RIC-u, imajo vse objavljeno. Bi pa omenila 2 splošni prilagoditvi, ki so jih v bistvu uvedli v času korone in ki veljata še zdaj. Prva prilagoditev se tiče izpitne pole 3B, torej eseja daljšega pisnega sestavka. Tukaj boste imeli pri angleščini na višjem nivoju na voljo 2 naslova. Torej, za literarna dela sta razpisani 2 knjigi, Lord of the Flies in Never Let Me Go. In
izpitna pola 3B, daljši pisni sestavek, se piše na temo teh dveh knjig. In tukaj boste dobili dva naslova, vsak naslov pa bo vezan na delo enega avtorja. Torej, kar v praksi pomeni, da se morate za esej dobro pripraviti samo za eno izmed teh dveh knjig, ki vam je pač ljubša. Torej, ne bo primerjalnega eseja, da bi mogli v enem eseju primerjati dve knjigi. Pišete torej samo o eni knjigi. In pa še druga prilagoditev, ta se tiče pa ustnega dela mature, in sicer je število listkov z vprašanji zmanjšano za 15%. Torej, od 35 listkov se jih izloči 5. Torej, manj vprašanj. In pa še ena manjša prilagoditev. Tretje vprašanje na ustnem delu bo literarno vprašanje, tako na osnovnem kot na višjem nivoju. In tukaj boste imeli spet možnost izbire. Prvo vprašanje bo vezano na delo ene knjige in drugo vprašanje vezano na delo druge knjige. In tudi tukaj imate isto kot pri eseju letos možnost izbire, torej da odgovarjate samo o eni knjigi, kar v praksi pomeni, da se pač boljše pripravite samo na eno knjigo. Opa. Ok, tako da mečko mi je ven šlo, se opravičujem. Kar se tiče izbora umetnostnih besedil, umetnostna besedila pride v poštev tako na osnovnem kot na višjem nivoju. Na osnovnem nivoju se bo vaše znanje teh dveh knjig preverjalo samo na ustnem delu, torej pri tretjem vprašanju, pri literarnem vprašanju na ustnem delu. In sicer morate poznati ti dve knjigi, Lord of the Flies in Never Let Me Go. Na višjem nivoju pa se bo vaše znanje in poznavanje umetnostnih besedil preverjalo tako na pisnem kot na ustnem delu. Torej, te dve knjigi, Lord of the Flies in Never Let Me Go, morate dobro poznati za tretjo polo, in sicer za tretjo B polo, za daljši pisni sestavek oziroma esej, ker boste pisali esej na temo eno od teh dveh knjig. Poleg teh dveh del pa morate na ustnem delu poznati še 5 del poezije. In torej Maya Angelou, Robert Frost, McCrae, Shakespeare in Yeats. Se opravičujem, sam še spustim jih noter, se je nekdo še priključil. Tako, to je to, kar se tiče teh formalnosti, strukture mature in čist teh logističnih aspektov. Še to sem pozabila omeniti, da zapiski na temo vseh književnih del in tudi webinari so na voljo na naši platformi, je vse zelo lepo razdelano. Tako da, če koga zanima ali pa to posebej skrbi, vas vse čaka na RNM. Tako da to je to, kar se tiče strukture, mature in formalnosti. Če so tukaj ali pa vmes še kdaj kakšno vprašanje, se kar unmutajte ali pa mi napišite v chat, ni problema. Tako, zdaj bomo šli pa čez vse pole, da si pogledamo malo bolj podrobno, kaj točno pričakovati. Povedala vam bom par strategij reševanja in kako se vsega skupaj lotiti, pa vmes bomo rešili tudi skupaj kakšno nalogo. Torej, kot sem rekla, izpitna pola 1A je bralno razumevanje. Tukaj boste dobili 2 besedili, tako na osnovnem kot na višjem nivoju, in pod vsakim besedilom potem 1 oziroma 2 nalogi. En pravilen odgovor je vedno vreden 1 točko, in v bistvu na tej izpitni poli vas testirajo, kako dobro vi razumete besedilo. Takole pa recimo izgleda tukaj na desni eno besedilo. Mislim, da je to višji nivo. Poglejmo si tipe nalog, ki jih lahko pričakujete. Prva je naloga s kratkimi odgovori. Ta se skoraj vedno pojavlja na
bralnem razumevanju. In v bistvu tukaj gre samo za kratka vprašanja, na katere morate odgovoriti v 1 do 5 besedah. Res bodite pozorni na to omejitev, na ta word limit, ker če presežete mejo 5 besed, se potem odgovor ne bo štel in vam zato odštevajo točke. Pazite tudi na okrajšave, kot so can't ali pa won't. Te se štejejo za 2 besedi. Recimo do not, does not, will not. Potem lahko pričakujete nalogo izbirnega tipa. To je naloga tipa true, false, not given ali pa multiple choice. Torej, te so precej lahke, imate možnost izbire. Potem lahko pričakujete tudi nalogo povezovanja. Se opravičujem, moram še eno dijakinjo noter spustiti. Okay. Torej, naloga povezovanja, kjer lahko manjkajo celi stavki ali le deli stavka in morate vi to povezati, in pa naloga dopolnjevanja, ki pa izgleda takole, da morate v bistvu vstaviti dele stavka v besedilo. Tako. Zdaj, kako se lotiti reševanja? Ko odprete polo, ful pomembno, sploh glede na to, da gre za čist prvi del mature, je najprej, da zadihate in natančno preberete navodila. Zdaj vem, da je to ful zlajno nasvet, ampak verjemite, da vam bo ful pomagali, če se najprej malo umirite. Pol imate pa 2 možnosti. Lahko najprej preletite vprašanja oziroma naloge, ki sledijo besedilu in greste na to brati besedilo. Druga možnost pa je, da najprej preberete besedilo in se potem lotite nalog. Vsakmu bo ugajal drug vrstni red, važno pa je, da pred maturo sami rešite kakšno polo in ugotovite, kaj je najboljša metoda za vas. Pa še par besed o samem reševanju. Torej, pomembno je, da si zapomnite, da so vse informacije in besede že v besedilu, ki je pred vami. Torej, pri bralnem razumevanju ne gre za gap fill naloge, ocenjevalci ne ocenjuje vaših sposobnosti, koliko dobro besedišče imate ali pa vaše sposobnosti tvorbe stavkov. Vse informacije so že v besedilu, ker se preverja vaše bralno razumevanje. En dober tip je tudi, da minus točk ni nasploh na maturi. Torej, za nepravilno napisane besede ali pa za nepravilne odgovore ocenjevalci ne bodo odštevali točk. Tako da v najslabšem primeru, kar lahko naredite, je, da ugibate, če res ne veste odgovora. Tako. In pa v mislih med reševanjem imejte še drugi del prve pole. Torej, bodite pozorni, da si boste pustili dovolj časa še za reševanje drugega dela prve pole. Če vam je lažje, lahko tudi vrstni red reševanja obrnete in si bralno razumevanje pustite za konec. Jaz tega sicer ne bi priporočala, ampak morate pa sami ugotoviti, kaj vam najbolj sede, to pa pogruntate tako, da rešite kakšno polo sami. Ok, to je to za bralno razumevanje. Potem pa vas na isti poli čaka še del 1b in sicer poznavanje in raba jezika. Na tem delu gre vedno za dopolnjevanje besedila. Torej, dobite neko besedilo oziroma 2 besedili, ki jo morate dopolniti. Pričakujete lahko pa 2 tipa nalog, in sicer naloge izbirnega tipa in naloge dopolnjevanja oziroma gap fill naloge. Te so pa 3 vrst: open gap fill, verb gap fill in pa word formation gap fill. Torej, naloga izbirnega tipa je samo multiple choice, gap fill pa izgleda takole. To je open gap fill, se pravi, da vstavite katerokoli besedo, verb gap fill, kjer pridejo v upoštev samo glagoli, ki jih imate takole že v oklepajih navedene in jih morate dati vi v pravilno obliko, in pa word formation gap fill, kjer morate iz podane besede tvoriti novo besedo. Kako se lotiti reševanja gap fillov?
Najbolj optimalna strategija je sledeča. Prvo kot prvo je fino preleteti besedilo, ni pa ga potrebno temeljito brati in razumeti celotnega besedila. Vam pa vsekakor priporočam, da ga preletite in potem greste brati stavke po posameznih gapih, torej kjer so luknje v besedilu. Največkrat je dovolj, da preberete samo cel stavek, v katerem je gap, in potem iščete slovnično in pomensko pravilno rešitev. Najprej se je treba vprašati, katera besedna vrsta manjka v tem gapu. A gre za glagol, samostalnik, pridevnik, predlog, prislov. Včasih manjka tudi veznik, ki recimo povezuje dele stavka ali pa celo dve povedi ali odstavke. To velja predvsem za open gap fill. Ko imate odgovor, torej kaj paše noter, je pa treba seveda preveriti, ali beseda slovnično paše v poved oziroma stavek. Fino se je vprašati, če je treba besedo mogoče zanikati, ali je treba dati v množino. In potem, ko mislite, da imate rešitev, še enkrat preberite cel stavek, da vidite, če res paše. In pa, kot velja za celotno maturo, če ne veste, ugibajte, ker minus točk ni. Zdaj pa poglejmo si še to celotno teorijo na enem konkretnem primeru open gap filla. Torej, tukaj pridejo v upoštev vse besedne vrste. Torej, sem večkrat, še nekoga moram noter spustiti. Se opravičujem. Okay. Torej, zdaj sem vam že dala tukaj odgovor na prvi gap. The study has provided new evidence. A study has provided new evidence. Tale je bil odgovor za nulo. Torej, če gremo od začetka. The giant panda, the icon of endangered animal species the world over, may be doing much better than previously thought. Torej, tukaj je pravilen odgovor be, rabimo glagol, ker vidimo, da imamo tukaj may. In ko imamo modalni glagol, mu vedno oziroma v večini primerov sledi še en drug polnopomenski glagol v infinitivu, torej v neosebni glagolski obliki. A study has provided new evidence. There may be nearly twice as many of the black and white bears munching their way through the remote bamboo forests of China as scientists have previously calculated. Torej, tukaj manjka en veznik, ki uvaja podredni stavek. In pravilen odgovor bi bil tukaj that, da. DNA fingerprinting using panda droppings has made possible for the first time to conduct a much more accurate census of panda numbers. Kaj zdaj manjka tukaj? V bistvu rabimo nekaj samostalniškega. Manjka zaimek, ki se navezuje na drug del stavka, ki je potem zelo dolg. In tukaj bo odgovor čisto preprost, in sicer it je omogočila to, da je popis bolj natančen. In potem naslednji stavek, indicating maybe as many as 3,000 animals in the wild. Kaj rabimo tukaj? Besedico there, torej prislov, in s to konstrukcijo sporočimo neko eksistenco oziroma obstoj nečesa. There may be. Da rabimo tale there, nam pa izda tudi tale glagol be v nadaljevanju stavka. Potem naslednji gap. Even with a figure of 3,000, the charismatic and elusive animal entirely dependent bamboo is still extremely rare and highly endangered. Tukaj rabimo eno besedico, ki se veže na tale dependent, in sicer gre tukaj za frazni glagol, phrasal verb, ki je depend on.
In potem še zadnji gap, characteristics that led to the World Wildlife Fund. Choose it as the World Wildlife Fund symbol when the International Conservation Organization was formed in 1961. Torej še tale šesti, kaj bi tukaj pasal noter? Čisto preprosto, besedica to. To je infinitive marker. Ko imamo dva glagola zaporedoma, se torej sprega vedno tale prvi. Tukaj imamo led, drugi pa je v nedoločniški obliki. Imamo tukaj že choose in v spredaj potem manjka še tale infinitive marker to. Torej, to je tale open gap fill, primer open gap filla, ki je mogoče najtežji izmed vseh treh gap fillov, ampak zdaj veste, kako se ga lotiti. Pa si poglejmo še verb gap fill. Glavne kategorije, na katere moramo biti pozorni, ko vstavljamo glagole, so tele. Prva je vrsta glagola. Moramo vstaviti polnopomenski, pomožni, modalni glagol, mogoče več glagolov. Potem druga kategorija je tense, čas, torej v kater čas moram postaviti glagol. Čas je razviden iz konteksta, zato je v bistvu na začetku zelo dobro preleteti celotno besedilo, preden se lotite reševanja, in potem med reševanjem res prebrati cel stavek, v katerem se nahaja gap. Bodite pa pozorni tudi na signal words. Tretja zadeva je aspect. Pri aspektu oziroma glagolskem vidu gre za vprašanje, ali gre za zaključeno dejanje ali je poudarek na trajanju. V prvem primeru, torej da gre za zaključeno dejanje, uporabimo simple tenses, torej present, past simple, past perfect simple. Če je poudarek na trajanju, pa kot že veste, uporabimo glagol z ing obliko, torej continuous čase. Zelo pomembna stvar, na katero ne smemo pozabiti, je to, da včasih moramo glagol tudi zanikati. To bo včasih navedeno v oklepaju, kot tukaj recimo, imamo zraven še prislov, včasih pa ne in bo razvidno samo iz konteksta, torej boste mogli sami ugotoviti, ali je treba zanikati ali ne. Glagole pa, kot že veste, zanikamo z besedico not. Potem imamo pa še zadnjo kategorijo in sicer voice. Tukaj se morate pa vprašati, ali gre za passive ali active, torej ali vemo, kdo je vršilec dejanja in ali je sploh pomemben. Pa če si pogledamo par primerov in tukaj imamo prvega že rešenega. Torej, the family of the man who turned up more than 5 years after he was believed to. Tukaj imamo torej turned, past simple, ker imamo signal word v stavku more than 5 years after. Torej, ko imamo nek točno določen čas v preteklosti, neko specifično točko v preteklosti, ki je časovno opredeljena, največkrat uporabimo past simple. Naslednji gap bi zapolnili have drowned, was believed to have drowned in a canoeing accident. Tale have drowned, believed to have drowned, je konstrukcija z glagolom believed ali pa thought to plus have plus glagol v tretji obliki. In to se uporablja, ko špekuliramo o preteklosti, torej believed to have drowned. To je fajn, to je pač pogosta struktura in se jo je fajn zapomniti, se velikrat pojavlja v gap fillih, pa tudi vam bo prinesla kakšno bonus točko na pisnih sestavkih, ker je višji register. Potem naslednji gap. John Darwin, 57, walked into a London police station on Saturday, sporting a suntan to be a missing person who had no idea where he had been since March 2002. Tukaj rabimo non-finite verb, se pravi neosebno glagolsko obliko in sicer tisto na koncu z ing, participle, claiming. Poznamo 3 vrste neosebnih glagolskih oblik, infinitive, gerund in participle. To snov je fajn ponoviti, ker te glagole zelo radi dajo tele gap file. In ko imamo stavek, ki opisuje dejanje osebka v prejšnjem stavku, kot v tem primeru, bo prišla v poštev največkrat participle oblika oziroma tale ing oblika. He was last seen paddling a wreck canoe
into the North Sea. His disappearance prompted a 16-hour search, and his canoe washed up on the shore, broken in 3 pieces. Kaj bi tukaj šlo? Prva stvar, ki jo opazimo, je, da rabimo passive voice. Vršilec dejanja tukaj ni važen in ni niti znan, ker ne vemo, kdo je našel ta njegov kanu. Časovno pa smo v pretekliku, tako da bo tukaj pravilen odgovor was later found. Ok, to je to za prvo polo. Potem bo sledila kratka pavza, nato pa vas čaka druga pola, in sicer slušno razumevanje. Slušno razumevanje je precej kratko, piše se 20 minut, in ko boste odprli polo, boste imeli najprej nekaj časa, da pred poslušanjem preletite nalogo. Čakata vas 2 nalogi in 2 posnetka na obeh nivojih. Posnetka bosta ista, naloge se bojo pa potem razlikovale v težavnosti. Ko boste odprli polo, boste imeli najprej nekaj časa, da preletite vse skupaj. Jaz vam predlagam, da najprej na hitro prečekirate vse vprašanja, si kaj počrtate, kakšno glavno besedo v stavku, kar vam pade v oko. Ne se pa ustavljati, če kakšne besede ne razumete. Čas, ki ga imate na voljo, je več kot dovolj, da vse preletite, in potem se bo posnetek predvajal prvič. Pri prvem poslušanju vam jaz predlagam, da si takoj zapisujete svoje odgovore, vsaj tiste, ki jih lahko ujamete, mogoče najprej z navadnim svinčnikom, potem pa jih pri drugem poslušanju še enkrat preverite in zapišete s kuljem ali nalivcem. Če pa ste v svoj odgovor že pri prvem poslušanju prepričani, ga kar zapišite in se potem pri drugem poslušanju osredotočite na odgovore, kjer niste gotovi. Pri drugem poslušanju pa se boste potem že malo bolj znašli med povedanim, in še enkrat pozorno poslušajte in vse odgovore potem zapišite s kemikom ali nalivcem in preverite tisto, česar niste ujeli. Kakšne naloge lahko pričakujete? Prva je naloga s kratkimi odgovori. Tukaj od vas zahtevajo, da na zastavljeno vprašanje odgovorite z 1 do 5 besedami. Torej gre za ful kratke, jedrnate povedi, oziroma sploh ne rabijo biti cele povedi z osebkom, glagolom in predmetom, ampak lahko samo z 1 besedo tudi odgovorite. Bodite pa pozorni, če je slučajno v navodilu limit, torej da morate odgovoriti v 1 do 5 besedah, da se ga držite, da ne izgubljate točk. Ta naloga se je v preteklih letih kot vedno pojavljala tako na osnovnem kot na višjem nivoju, tako da to skoraj z gotovostjo lahko pričakujete. Druga naloga bo pa ena izmed sledečih. Lahko je naloga alternativne izbire, to že poznate, se pravi true, false, ta je kar lahka. Lahko je naloga dopolnjevanja, tukaj gre za stavke, ki jih morate potem smiselno dopolniti glede na posnetek. In tudi tukaj je treba paziti, da ne prekoračite limita besed. Recimo tukaj imate limit 1 do 2 besed in tega res ne smete prekoračiti, ker vam drugače odgovora ne bodo šteli. Naloga izbirnega tipa je tudi dokaj lahka, torej multiple choice naloge, to že dobro poznate, morate samo obkrožiti eno izmed 4 možnih rešitev. Vedno bo pravilen pa samo en odgovor. In pa še zadnji tip naloge je naloga povezovanja. Tu boste morali pa zapisane stavke pač povezati z govorcem, ki je stavek na posnetku povedal. Največkrat bodo 3-4 govorci, A, B, C in D, vi pa potem zraven takole zapišete njihovo črko. Par nasvetov. Zelo pomembno, vprašanja si sledijo po vrsti, kot si sledijo njihovi odgovori v besedilu oziroma v posnetku. Tako da ne rabi vas skrbeti, da posnetek skače in se odgovor recimo na zadnje vprašanje v resnici skriva nekje v sredini posnetka. Vedno bo šlo po vrsti, se pravi odgovor na prvo vprašanje bo čisto na začetku in potem drugo, tretje, četrto in odgovor na zadnje vprašanje čisto na koncu posnetka.
Če se vam pri enem vprašanju kaj zatakne, ne izgubljate preveč časa z razmišljanjem, temveč se osredotočite na posnetek, ker lahko drugače preslišite odgovor na naslednje vprašanje. Imate še vedno na voljo še eno poslušanje, kjer boste lahko znova ujeli odgovor. Seveda ne puščati prazno, če ne veste, ugibajte, velja za celo maturo, še posebej pa recimo za naloge tipa true, false ali pa multiple choice. In pa seveda beri navodila, sploh tam, kjer imate limit besed. Vam pa ful toplo priporočam in polagam na srce, da si tudi pred maturo sami poslušate, sami probate rešiti par posnetkov, se poštopate in si potem preverite rezultate. Tle se da z vajo res ful veliko narediti, se vam pa tudi splača, ker je slušno vredno 15% ocene, kar je kar precej, tako da vam res priporočam, da vadite. Pa še ena zadeva, včasih bodo posnetki vsebovali tudi šume iz okolice, ali pa bodo osebe govorile s kakšnim naglasom, zelo specifičnim, recimo, ne vem, škotskim, britanskim, ali pa majčkeno hitreje. Tega se ne ustrašiti, posnetek bo še vedno razločen in razumljiv, tako da ta strah, da ne boste zaradi kakšnih šumov ali pa naglasov čisto nič razumeli, je sicer utemeljen, ampak je odveč, ker bo vseeno posnetek dosti kvaliteten, oziroma do zdaj je še vedno bil, da se je dalo nalogo zelo dobro rešiti. Po slušnem razumevanju potem sledi pavza, majčkeno daljša, in potem pišete še izpitno polo 3. Tukaj imate na voljo 90 minut in tudi slovar oziroma več slovarjev. Jaz vam priporočam tako eno kot dvojezičnega. In pa napisati morate 2 besedili. Na tej tretji poli se torej preverjajo vaše sposobnosti pisnega sporočanja. Najprej vas čaka krajši pisni sestavek, nato pa še daljši pisni sestavek. Pri krajšem pisnem sestavku boste dobili eno pisno iztočnico, na katero se morate vi ustrezno odzvati. Recimo napisati odgovor v obliki pisma, e-maila, poročila ali članka. Torej, te 4 besedilne vrste lahko pričakujete. Ocenjuje se vsebina, torej, koliko dobro se vi držite iztočnice in če upoštevate vse iztočnice. Ocenjuje se sporočilnost, torej, da imate v mislih bralca oziroma bralko, namen, temo besedila in zgradbo. Potem se seveda ocenjuje besedišče in register. Izražanje mora biti bolj ali manj formalno, odvisno od besedilne vrste. Besedišče mora biti čim bolj raznoliko, strukture čim bolj raznolike in pa seveda jezikovna pravilnost se tudi ocenjuje. Tukaj gre pa za to, koliko vi delate napak in koliko hude so te napake. Pomembno se je držati word counta, kot pri vseh nalogah, oziroma tukaj je bolj pomembno, da ga dosežete. Če ga boste presegli, sicer nič narobe, se vam bodo pa odštevale točke, če boste pod njim. In sicer ne samo pri sporočilnosti, ampak pri vseh teh kategorijah, ki se ocenjujejo. Torej, če nimate dovolj besed, se vam odštevajo točke tako pri vsebini, kot sporočilnosti, besedišču in jezikovni pravilnosti. Tako da dajte res paziti, da boste tukaj napisali dovolj. Poglejmo si zdaj najprej primere iztočnic za vse 4 besedilne vrste, pol pa še kako točno jih napisati. Tale prvi primer je recimo pismo, se pravi o nekem BBC-jevem dokumentarcu. Dobite takole 3 iztočnice in potem se morate na to vi ustrezno odzvati in v vaše besedilo vključiti vse 3 iztočnice. Drugi primer je recimo besedilo o nekem poletnem kampu in sicer morate vi napisati e-mail s povpraševanjem
kjer bi se ga radi udeležili, in navesti, zakaj bi se tega radi udeležili in v katerih aktivnostih bi radi sodelovali. Pravi pismo, e-mail, lahko dobite tudi članek in ponovadi bo pri članku naslov že podan, recimo How tolerant is my community, kot v tretjem primeru. Potem četrti primer je prav tako članek, tukaj morate pa sami najti naslov. In pa še zadnje besedilo, ki ga lahko pričakujete, je poročilo. Zdaj pa si poglejmo vse 4 besedilne vrste in na kaj morate biti pozorni, ko jih pišete. Pri e-mailu in pismu je pomemben format. Ni treba kot pri slovenščini pisati naslova pošiljatelja in naslovnika, tako na desni strani pa na levi, pa tudi datuma ni treba. Pomembne so pa tele 4 zadeve. Najprej pozdrav. Pozdrav je odvisen od tega, komu pišete in od stopnje formalnosti. Dear sir or madam ali to whom it may concern se uporablja takrat, ko naslovnik ni znan, ko ne vemo točno, komu pišemo, in ko gre za zelo formalen mail ali pismo. Dear Mr. X ali Dear Mrs. X se uporablja takrat, ko je pismo tudi zelo formalno, ampak vemo, koga naslavljamo. Samo z imenom pa lahko pozdravimo, recimo, ko pišemo nek manj formalen e-mail, recimo prijatelju, Dear Tina. Potem po pozdravu sledi jedro z uvodom in v tem jedru, v uvodu najprej poveste, zakaj pišete, v jedru pa potem vključite vse iztočnice, ki so podane v navodilu. Ne pozabiti na koncu pozdrava, ki je spet odvisen od stopnje formalnosti. Yours sincerely in yours faithfully sta zelo formalna, kind regards ali pa warm regards pa malo manj formalna, torej bolj sproščena ali pismo. In pa na koncu se morate seveda še lastnoročno podpisati. Velikrat pa bo tako, da se ne podpišete z vašim imenom, ampak bo ime, torej kdo ste, navedeno že v navodilu, recimo Dominika Novak. Torej podpišite potem Dominiko in ne svojega imena. Torej, format res ni zahteven in je tukaj bolj poudarek na samem jedru. Morate pa imeti obvezno pozdrav na začetku, pozdrav na koncu in potem podpis. Takole recimo zgleda ena iztočnica. A vidite tukaj, your name is Dominika Novak. Se pravi, s tem se potem podpišete. Tukaj imate celo že prvi pozdrav naveden, Dear Mr. Blacksmith. In potem tukaj še primer uspešno napisanega e-maila. Čisto kratek uvod, zakaj pišete, potem jedro, na koncu pozdrav in podpis. Torej, to sta bila e-mail in letter. Potem imamo pa še report oziroma poročilo. Pri poročilu bo od vas zahtevano, da torej poročate o nekem dogodku, dogajanju, o neki študiji, o podobnem. Glavni cilj poročila je informirati bralce, torej gre za neko besedilo z veliko podatki. Pomembno je, da vašemu poročilu date naslov, če naslov že ni podan, torej naslov je obvezen. Najlažje vam je, da date samo naslov report on in potem, kar pač od vas zahteva besedilo. Zelo pomembno je tudi, da potem v besedilu, v poročilu ne pišete na splošno o neki temi, temveč uporabite res iztočnice, ki so v navodilu. Torej, če bo v navodilu pisalo, da morate pisati o neki študiji, ki je raziskovala čas, ki ga dijaki in dijakinje preživijo na telefonih, ne smete pisati o telefonih nasploh, ampak konkretno o tej študiji. Najprej naredite uvod, v katerem opredelite, zakaj gre, kdo piše,
kaj piše, kdaj, kje in zakaj, kako, čemu, torej da točno opredelite za kater dogodek, dogajanje, študijo je šlo. Potem v jedru se osredotočite na iztočnice in pomembno je, da v vsakem odstavku v jedru date tudi svoj podnaslov. Torej, tle pri poročilu morate res paziti, da imate na vrhu najprej glaven naslov, report on, in potem podnaslov vsakega odstavka v jedru. V jedru se sami ne opredeljujete, torej ne podajate lastnega mnenja, razen v zadnjem odstavku. V zaključku pa je prostor za vaše suggestions, your own opinion, torej za vaša priporočila, pomisleke in lastna mnenja. Torej, v jedru se ne opredeljujete, v zaključku pa pričakujejo od vas, da izrazite tudi lastno mnenje. En primer iztočnice. Torej, tukaj je bila narejena ena študija o tem, koliko od 15 do 19 let stari Slovenci in Slovenke obiskujejo gledališče. In takole izgleda potem uspešno napisano poročilo. Se pravi, imamo naslov, report on the habits of theater goers, in potem imamo več odstavkov, vsak odstavek pa ima svoj podnaslov. In pa v zaključku še lastno mnenje. Zadnja besedilna vrsta pa je članek. Članek je drugačen od poročila, ker poleg informativnosti, se pravi, da mi podamo zelo veliko podatkov, vsebuje tudi neko zabavno, prepričljivo komponento. Torej, to mora biti zabavno, prepričljivo in hkrati informativno besedilo. Za razliko od poročila, v članku od vas zahtevajo, da se opredelite do neke teme, torej pomembno je vaše mnenje, ki ga morate zagovarjati čez cel članek. Tudi pri članku si morate izmisliti naslov, če ta še ni podan. Naslov pa naj bo tak, da bo bralce in bralke čim bolj pritegnil. Potem je členitev navadna na 3 dele, uvod, jedro, zaključek, in skozi cel članek zagovarjate svojo trditev, in pa seveda morate vključiti tudi vse, kar od vas zahteva iztočnica. In to je še en primer članka. Drugs, no thank you, ali drugs, yes, why not. Torej, res ni važno, zakaj se opredelite, je pa pomembno, da imate delitev na 3 dele in da čez celoten članek potem prepričljivo zagovarjate vaše osebno stališče. To je bil torej krajši pisni sestavek, potem vas čaka pa še daljši pisni sestavek na isti poli. Tu gre torej za esej, za polliterarno zvrst. Danes se z esejem ne bomo podrobno ukvarjali, ker je to zelo široka tema, je pa na naši platformi zelo podrobno razdelan tudi esej, pisanje esejev in argumentacija. Tako da, če koga to skrbi, kar skočite pogledati. Na osnovnem nivoju vas čaka daljši pisni sestavek na neko splošno temo. Vedno boste dobili 2 naslova in boste lahko izbirali med tema 2. Prvi je bil tukaj recimo Fear can save life, drugi pa The more we have, the more we want. In vi izberete en naslov, se opredelite do njega in potem napišete esej v dolžini od 220 do 250 besed. Spet bodite pozorni, da dosežete ta word count. Na višjem nivoju pa bo pisni sestavek na temo književnosti. Tudi tukaj boste imeli možnost izbirati med 2 naslovoma. En naslov bo na temo Lord of the Flies, drugi pa na temo Never Let Me Go. Tako da v bistvu pišete esej samo o eni knjigi. Včasih je bilo tako, da je bil to primerjalni esej in da si pisal o obeh knjigah naenkrat, zdaj pa se podrobno osredotočite, ko se boste učili na eno knjigo in potem o njej pišete esej. Na višjem nivoju je esej malo daljši in sicer od 250 do 300 besed. Spet pazite, da boste dosegli ta word count in pa ne pisati o avtorju ali pa o knjigi na splošno,
ampak res se osredotočite samo na to, kar od vas zahteva naslov. Pri obeh pisnih sestavkih, daljših na osnovnem kot na višjem nivoju, je pomembna jasna členitev na 3 dele, na uvod, jedro in zaključek, in pa seveda jedro potem lahko členite še na več odstavkov, če imate več argumentov. Pomembna je dobra argumentacija, ki je podprta s primeri in razlagami, in pa čim bolj raznoliko besedišče in slovnične strukture. Okay. To je to za pisni del. Čez kakšen teden, 2, ko odpišete pa celotno pisno maturo, vas pa čakajo še ustni deli mature. Tudi angleščina, ta je vredna 20% ocene. In ustni del mature je interni del. Torej, spraševalci bodo vaš profesor oziroma vaša profesorica. Ustni del traja nekje 20 minut. Imate pa prej, ko pridete v učilnico in povlečete listek, še nekje 10-15 minut časa za pripravo. Listek lahko enkrat zamenjate, če vam tema res ne ustreza. Na vsakem listku pa lahko pričakujete 3 naloge. Prva naloga bo pogovor na podlagi slikovne ali besedilne iztočnice, tako na osnovnem kot na višjem nivoju. Torej, dobili boste eno zelo kratko besedilo, en odstavek ali eno sliko, in potem na podlagi te slikovne ali besedilne iztočnice 5 vprašanj, na katere odgovorite. Druga naloga oziroma drugo vprašanje bo uvoden pogovor o temi, obravnavani pri pouku. Se pravi, vaš profesor oziroma vaša profesorica sestavlja to drugo vprašanje, in to bo zagotovo nekaj, kar ste obravnavali že v šoli. Tretje vprašanje pa je literarna interpretacija umetnostnega besedila ali odlomka in potem pogovor na to temo. Zdaj od teh umetnostnih besedil sem že povedala, kaj pride v poštev na osnovnem in kaj na višjem nivoju. Na osnovnem torej samo tisti 2 knjigi, na višjem nivoju pa poleg 2 knjig še 5 pesmi. Mogoče še čisto par besed čisto malo o ustni maturi na konec. Se mi zdi, da ustna matura velikokrat za dijake pa dijakinje predstavlja kar velik strah, ampak naj vas spomnim, da gre tukaj konec koncev samo za pogovor, ki ga vodite vi in ga v bistvu lahko zapeljete v katerokoli smer vi želite. Teme so vedno precej splošne, ne bo nikoli nič takšnega, česar ne bi obravnavali, zato boste imeli sigurno o vsem nekaj za povedati. Cilj pa je tukaj, da gre res za pogovor in da vam izpraševalci oziroma izpraševalke ne rabijo postavljati preveč pod vprašanj. To je še primer enega listka, in sicer prve naloge, recimo dobite slikco telefonske govorilnice in potem par zelo splošnih vprašanj, na katere morate odgovoriti in ki vam lahko služijo kot iztočnice, da vodite pogovor. In pa potem še primer tretjega, literarnega vprašanja, kjer dobite eno literarno delo in potem na to temo par vprašanj. Tako, to je to z moje strani. Upam, da sem uspela vse lepo predstaviti, da vam je zdaj matura majčkeno bližje, da vam mogoče predstavlja manj stresa ali pa straha, ker točno veste, kaj pričakovati. Če vas še kaj bolj podrobno zanima, lahko komot skočite na našo platformo, ker imamo gor za vsako polo še
rešene naloge in bolj razdeljene vsebine. Če vas pa še zdaj karkoli zanima, skrbi, če še karkoli ni jasno, pa sem zdaj še na voljo in je čas za vaša vprašanja. Pa se lahko kar unmutate, če je karkoli, lahko mi napišete v chat. Lahko pa nas kontaktirate potem tudi naknadno prek social media. Smo aktivni na Instagramu, TikToku, tako da smo vam vedno na voljo. Tako da jaz bom tale PowerPoint zdaj izklopila.